Na nivoju skupine bo letos okrog 3500 vozil, od tega 800-900 vozil že 100% električnih. V samem sharingu jih je trenutno 600, cirka 500 jih je v Sloveniji. Trend električnih vozil je zelo v vzponu, kar se tiče podjetij, recimo bi lahko rekli, da je v zadnjih mesecih že 80% novih vozil 100% električnih. Prednosti električnih vozil izvirajo že iz same energije. Se pravi, električno energijo znamo proizvesti doma. Se pravi, če gremo na električno floto, potem več nismo odvisni od nafte, kakšna bo cena nafte, a jo bomo sploh dobili in tako naprej. Električno energijo znamo proizvajati s soncem, vetrom, vodo in podobno. Drugo, sama vožnja je zelo mirna, udobna, veliko bolj varna. V okolju neposredno, ko se vozimo, ne puščamo odtisa, ne hrupa, ne emisij. Pa tisti, ki imajo seveda to možnost, da lahko doma priklopijo naftičnico, je to dejansko do konca življenja črpalka. Pri hiši, če to s pomočjo sončnih panelov še toliko boljše. Pa tisti, ki živijo mogoče v blokovskih naseljih, pa se bojo sigurno izgradile nove priložnosti skozi delitve vozil in pa skozi tudi večjo polnilno infrastrukturo ali pa v okoljih, kamor grejo v službo, v nakupovalne centre in podobno. Osebno to odločitev pozdravljam, kot sem že prej omenil, iz navedenih razlogov, ker postanemo samozadostni lahko, ker smo do okolja bistveno bolj prijazni. Priložnosti tukaj se pojavljajo za celo vertikalo, se pravi, od tistih, ki bojo postavljali solarne panele, polnilnice, potem prodaja električne avte, poslovne modele z električnimi avti ponujali. Tako da tukaj se odpira paleta novih delovnih mest, nove dodane vrednosti in pa seveda gospodarske rasti s tem povezavi.